Mučeništvo ni nekaj, kar bi bilo del preteklosti. Mnogi kristjani so tudi danes žrtve tistih, ki sovražijo Jezusa Kristusa. Tako je zatrdil papež Frančišek, ko je zjutraj maševal v domu svete Marte. Njegova današnja homilija je bila posvečena življenju in smrti Janeza Krstnika. Izhajajoč iz odlomka iz Markovega evangelija, ki pripoveduje o tragičnem koncu Janeza Krstnika, je sveti oče poudaril, da le-ta ni nikoli izdal svoje poklicanosti. Zavedal se je svoje dolžnosti, da mora le oznanjati, da je Mesijev prihod blizu. Vedel je, da je samo glas, kajti beseda je bil nekdo drug. Svoje življenje je Janez Krstnik končal enako kot Gospod, z mučeništvom. Ko ga je dal Herod zapreti v ječo, je človek, največji, ki je bil rojen iz žene, postal najmanjši, je pripomnil papež. Najprej ga je zadela preizkušnja teme v duši, ko je podvomil, če je Jezus tisti, kateremu je pripravil pot. Nato pa je zanj prišel trenutek konca. In sicer je njegovo smrt naročil kralj, ki ga je Janez istočasno očaral in zmedel. O tem koncu je papež z realizmom premišljeval. Na koncu, po tem očiščenju, po tem nenehnem spuščanju v uničenje, ko je pripravljal pot Jezusovemu uničenju, se je njegovo življenje zaključilo. Tisti zmedeni kralj je postal zmožen odločitve, a ne, ker bi se njegovo srce spreobrnilo, ampak ker mu je pogum dalo vino. In tako se je Janezovo življenje končalo pod oblastjo nekega povprečnega, pijanega in pokvarjenega kralja, zaradi svoje glavosti neke plesavke in zaradi maščevalnega sovraštva neke prešušnice. Ko berem ta odlomek, je nadaljeval papež, sem ganjen in vedno pomislim na dve stvari. Najprej pomislim na naše mučence, na mučence naših dni, na tiste moške, ženske, otroke, ki so preganjani, osovraženi, izgnani iz svojih domov, mučeni, umorjeni. In to ni stvar preteklosti, to se dogaja danes.